Zdaj pa novica iz živalskega sveta. Ljubljanski živalski vrt je ob svoji 70. obletnici dobil 2 leva. Ne 2 leva, 2 leva, režija. Se prečujem, zgleda, da je prišlo do nesporazuma z grafiko. Če pa tako, ko gledam, s tole atrakcijo bi živalski vrt privabil več obiskovalcev kot jih. Obiskovalcev Ljubljanskega kliničnega centra pa motijo cene parkirišč v njihovi okolici. Cene so tako visoke, da je obisk javnega zdravnika tam praktično dražji kot obisk zasebnika. Pri zasebnem plačaš 20 evrov za pregled, pri javnem pa 21 za parkirnino. Kot odgovor na visoke cene zdravstvena zavarovalnica Vzajemna, poleg osnovnega in dopolnilnega, svojim strankam ponuja tudi novo zavarovanje Vzajemna parking s sloganom Ni parkinga, ni panike. Na meji s Češko pa so nemški policisti minuli teden ustavili voznika slovenskega kombija in v njegovem vozilu odkrili kar 600 kg pokvarjenega mesa za kebab. Pozneje se je izkazalo, da je vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom drog. Wow. Zakaj bi šparil s prekrški? Če že kršiš zakon, pej do konca. Ne nekaj na pol tam. Slabš bi bilo edin, če bi na kombiju imel ukradene tablice, meso v prtljažniku pa bilo človeško. To bila pa jeba. To bilo pa. Zdaj pa globalnim novicam. Britanska kraljica se lahko pojavi oziroma pohvali svojo prvo objavo na Instagramu. Objavila je pismo matematika Charlesa Babbage'a njenemu prapradedku princu Albertu. Čakajte malo. Kraljica naredi svojo prvo objavo na Instagramu manj kot 2 tedna po obisku Boruta Pahorja. Koliko stavimo, da je dobila idejo, pol, ko je bil Pahor razočaran, ker je ni mogel označiti v selfie. Elizabeta, priporočam, da se jo odprete. Napaka, gospod Pahor. Ne bi smeli tega naučiti. Zdaj vam bo ukradla naziv kraljice Instagrama. Znanstveniki pa so končno, to je pa zdaj resna novica, končno stehtali domačo galaksijo Mlečno cesto. To pa jaz dam aplavz. Ne, glede na to, da je galaksija ženskega spola, nas ne čudi, da jim teže ni želela izdati sama. Oziroma, tudi če bi jo, je ta številka res številka, ki ji lahko zaupamo. Veste, kako je? Ona reče, da ima 62 kil, tehtnica pa pokaže 1500 milijard mas sonca. Kot zanimivost, masa vesolja je konstantna, kar pomeni, da vsak kilogram, ki ga izgubijo tekmovalci šova The Biggest Loser, bomo vsi drugi dobili za velikonočne praznike. To je res. To je res. Gospa, zaskrbljeni ste. Ne se ni tako hudo. Evrovizija. Če se komu zdi naša izbira še vedno nenavadna, počakajte, da vidite, koga v Izrael pošiljajo letos Islandci. Tole je islandska skupina Hatari. Videti so kot sestre, če bi jim rekel, da se ne malo lepš spedenajo. Čeprav po pravici povedan, tale na sredini zgleda nenormalno podoben meni. Če bi me slikali prejšnji petek zvečer. Dobre novice pa prihajajo iz avtomobilske industrije. Da bi zmanjšali število nesreč, bodo pri podjetju Volvo v svoje avtomobile vgradili hitrostno blokado, ki bo najvišjo možno hitrost vozila omejila na 180 km/h. Za dodatno varnost na cesti predlagamo tudi blokado telefona za mlade, blokado troblje za živčne voznike ter alkotest blokado v vozilih slovenske policije. Težave s policisti pa imajo tudi sosedje Hrvati. Na Hrvaškem je bil namreč odpuščen policist, ki je skupino migrantov spodbujal k vzklikanju navijaških gesel in jih med dejanjem celo posnel. Dinamo Zagreb! Dinamo! 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 Zagreb! Center za mirovne študije je dejanje policista označil za nasilje nad migranti, njegov komandir pa ga je nemudoma odpustil, saj navija za Hajduk. Čeprav se sprašujem, mogoče pa policist teh migrantov ni zlorabljal, ampak jih je sam poskušal kulturno integrirati. Lejte, če bi v Slovenijo prišla skupina migrantov, pa bi sama od sebe vzklikala Maribor šampion, bi dobili državljanstvo hitrej kot Anthony Randolph. Dejstvo. Dejstvo. Ostajamo pri južnih sosedih. Potem, ko je hrvaška ministrica Gabrijela Žalac v nesreči zbila deklico, je presenečeno ugotovila, da je že pred 3 leti poteklo vozniško dovoljenje.
In zdaj po vsej državi na stotine ljudi presenečeno ugotavlja, da jim je to poteklo. Ker sosedje vozniške podaljšujejo kar na policijskih postajah, so tam zdaj čez noč dolge vrste. Ja, po slišanih novicah ima zdaj vsak narod svoje opravke. Hrvati preverjajo, a imajo veljavne vozniške, Slovenci pa zavarovalne police. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!